Hvala, Luka, bom prenesla pozdrave naprej. Ja, seveda, kot je Luka že rekel, tukaj v studiu je zdaj Pija Nikolić, naša stara znanka, ki pa ni samo voditeljica na Ljubljana TV, a ne. Če bi vse našteli, kar ona počne, bi lahko naštevali kar nekaj časa. Lahko poskusim delno. Je avtorica radijskih oddaj, je kritičarka, recenzentka, je filmofil, je stripoljub, je v bistvu tudi dela na Radiu Študent, je novinarka, improvizacijsko gledališče, vse živo. A sem kaj takega pomembnega preskočila? Sociologinja kulture, evo, še to. Še to. Z velikim veseljem hodim v hribe. No, to so pa te bolj osebne zadeve. Pa vemo tudi, da imaš afiniteto do črne barve in črnih oblačil. Pa mogoče da začneva pri tem, ne? Kako to, da si takšna črnoljubka, recimo temu? Ja, zdaj zadnjič sem slišala ta grozen izraz, ne, za tiste, ki smo milenici, komaj da še rojeni v 80-ih, ne, sem letnik 89 in menda se to nanaša tudi name, da smo geriatrični milenici, se pravi, po svoje tisti, ki poznamo še... Ja, stari milenici, ne. Ampak zato, ker poznamo svet brez interneta, ne, se pravi, ljudje, ki smo dejansko, ko smo šli rolat, smo šli potem trkat na vrata, ama danes Iza še vedno house arrest, ali lahko pride ven, ne. In v tistih časih so bile tudi subkulture še veliko bolj močne, kakor so močne danes, tako da v bistvu sem zelo hiter po tem nekem hip-hop obdobju padla v najprej metalsko glasbo in potem seveda sem si malo razširila ta razpon, ampak takrat sem se začela nekako v črno oblačiti in se počutim zelo domače v črnem, no, tako da tudi danes nekako imam rada črne stvari, med drugim tudi iz zelo praktičnega razloga, ker sem človek, ki z veseljem se spontano odloči, da ja, pojdimo še tja, še tisto pogledat, še tako malo in potem, naprimer, ko greš nekam in se usedeš na katerokoli klopco, je veliko bolj fajn imeti na sebi črne hlače, kot praktičen vidik. Svetlega. Pa če si že omenila, ne, da si še iz tistih časov, narekovaj, to se sliši zdaj, kot da si ne vem koliko stara, ne, ko so bile še subkulture bolj izrazite, katerim vse subkulturam si ti skozi življenje pripadala? Ja, v bistvu sem imela tak manjši problem, ne, tak se mi je zdelo, da moram pripadati eni subkulturi, ker takrat je bilo to tako močno, se mi zdi, da en dan sem prišla v takih bagih hlačah, ne, ker sem še hip-hop trenirala v osnovni šoli, pol drug dan sem spet prišla z neko Nirvana majico, pa s kako rutko okoli glave, ne, in potem sem si mislila, joj, kaj pa če jaz zdaj grem tja, kjer se te zbirajo, ne, a me bojo čuden gledali, če se jaz tako oblačim, ne. Se potem v srednji šoli... To so še tista leta, ko si res občutljiv, kako drugi vidijo tebe, ne? Tako, ja. Se potem v srednji šoli se je to malo sprostilo, ne, ker sploh sem bila na Poljanah, to je bila taka izjemno tolerantna gimnazija in mislim, da mi je tudi veliko pustila, imam take super izkušnje in s sošolci in s profesori, no. Še danes z veseljem poslušam kakšne zgodbe ostalih, ki so bili na isti gimnaziji, ne. Mi je tako pri srcu ostala. Se z nostalgijo spominjaš teh časov? Ja, tako, ja, ker se mi zdi, da nekatere druge gimnazije, ki so imele bolj poudarek na športu, ne, pri nas smo se hecali, da če imaš več nogo številka 39, tako ali tako ne moreš stati v avtu velike telovadence za košarko, ne. Tako da nas je bilo zelo veliko takih, tako, ko smo bili malo usmerjeni v kulturo, pa naprimer, jaz sem bila jezikovni oddelek, ne. Tako da smo se pol nekako vsi med sabo mešali, ker to si lahko izmislil, ja, dajmo zdaj nekaj to narediti, pa so bili profesorji v redu, lej, tam po 8 uri greste lahko v učilnico številka 33, ne, pa po možnosti nam je še kdo kaj pomagal. Takrat sem pol tudi, no, tako ali tako že v improvizacijskem gledališču prestala, pa za ta naš tednik Mesečnik, meni se zdi, glasilo, no, sem tudi že pisala. Sem se pa takrat v bistvu recimo veliko bolj že s fotografijo ukvarjala, pravzaprav celo srednjo šolo. Malo zaradi tega, ker me je fotografija zanimala, malo zaradi tega, ker sem ugotovila, da tako lahko zastonj pridem na kakšne koncerte. To je dobra taktika! Ja, odlična taktika. No in potem sem se sicer malo nehala ukvarjati s tem, sem potem v bistvu nekaj časa samo košarko slikala, ne, fotografirala, no, za košarka.si, pa potem na Slovanu.
In moram priznati, da včasih, ko je bila kakšna dolgočasna tekma, sem bila vesela, da imam fotoaparat v roki, ker potem sem se šla tako, zdaj bom pa iskala tukaj take renesančne kompozicije. Kar ponavadi najbrž fotografi košarkarskih prireditev ne delajo, ne? Ampak Pia obrne vse po svoje. Jaz sem tudi videla, da nekatere, ko sem iskala tvoje fotografije na spletu, ne, nisi bila na fotografijah, ne? Pa je pisalo, mislim, kako je potem pa foto Pia Nikolić. Sem videla, očitno je tudi kakšne dogodke fotografirala. Kako pa to, da si se potem odločila, da greš študirati, ne, sociologijo kulture, ker kot si že povedala, imela si veliko zanimanj že v času gimnazije. Kako si se potem odločila za to smer? V bistvu nekako sem se zavedla, da bom šla na družboslovni faks, zaradi tega, ker sem imela 3 leta zapored popravca iz matematike, ne, kar je pomenilo, da sem svoje poletje začenjala kasneje od ostalih sošolcev. Profesor me je potem v 4. letniku seveda razveselil za novico. A niste vedeli, na Poljanah vsi delamo za višji nivo mature, zaradi tega, ker drugače nimamo dovolj kapacitet, ne, da bi pač imeli dodatne ure iz matematike. In takrat je tretjina razreda ga preklinjala v glavah, ne. Sicer sem maturo potem pisala 4 skoraj brez učenja, ker sem bila brez omejitve, ampak v bistvu sem si na koncu tako izbrala fakulteto, ker sem rekla, zanima me na primer tudi igralstvo, ampak a bi jaz res šla na ALUO, kjer bom imela od jutra do večera vaje, ne bom mogla nič drugega početi. Igralstvo AGRFT. AGRFT, ja. In potem sem rekla, na nič takega, kar ima ves čas vaje, ne bom šla. Psihologijo, na primer, sem skoraj opisala, ampak imajo tudi ves čas obvezne vaje. Sem rekla, bom šla študirati nekaj, kar lahko mi dopušča življenje zraven, ne. In potem sem si dejansko zbrala ene par teh programov in sem šla čez urnike za 4 leta, kaj bi v bistvu mene zanimalo sploh delati. Tako sem pristala na sociologiji, najprej na analitski sociologiji na FDV-ju, potem sem pa v bistvu šla še na sociologijo kulture na magisterij na Filofaks, tako da sem imela 4+2 na mestu. Ravno izbrala si, mislim, ni veliko kombinacij takih v Sloveniji, ki se ti lahko to zgodi, ampak ti si se odločila, bo šla na to varianto, da še dlje študiraš. In v bistvu že po tvojem diplomskem delu in po tvojem magistrskem delu se dobro pozna, da so ti blizu stripi in filmi. Stripom si posvetila diplomsko delo, čeprav vem, filmu pa magisterij. Odkot, mislim, kdaj si doživela to prvo res zanimanje za strip in film, ki je šlo dlje od tega ljubiteljskega, recimo temu? Ja, po moje pravzaprav že zelo, zelo zgodaj. Spomnim se, da sem tako v osnovni šoli imela že en zvezek, v katerega sem si potem zapisovala dobre filme, ne. Stripe sem pa pravzaprav tudi, zdaj po moje, da me moj oče gleda in bo rekel, spet si mene potunkala v to, ker sem to že ene parkrat rekla. Namreč, seveda sem bila navdušena nad Miki Miškami, pa nad Miki Mustrom, ne. Ampak nekega dne sva potem neki pač čistila klet pri Noni doma in sem odkrila, da ima on iz pač svojih mladih let ogromne kupe stripov, ki jih seveda pač takrat še nisem vseh brala. To so bili Stripoteka, Politikini zabavniki. Bili so v srbo-hrvaščini, še danes govorim, da sem se v bistvu hrvaško naučila bolj tako govoriti, zaradi tega, ker tam v politik ne govorijo prav v resnici hrvaško, da pa v slovensko. Ampak sem najprej brala te enostranske, ki so mi bili bolj zabavni, pol sem začela kasneje te tudi znanstveno fantastične, pa kakšne kavbojke, in pa sem ugotovila, da v bistvu je teh stripov ful, ne. In recimo potem, ko sem diplomirala, sem bila tudi že na Radiu Študent, najprej sem bila sprejeta kot špikarka, potem sem šla še na audicijo za redakcijo za kulturo in humanistične vede. In sem v bistvu že takrat, mislim, da en 2., 3. letnik sem bila faksa, sem prišla v bistvu do takratnega odgovornega urednika in sem mu rekla, Radio Študent ima dolgo stripovsko zgodovino, kaj če bi mi obudili eno od radijskih oddaj o stripu? In rekel, ja, seveda, ni panike, itak vidim, da te zanimajo, sem par recenzij že napisala. In takrat sem pol začela v bistvu s to radijsko oddajo, tako da zelo hitro sem pol prestopila, ker sta ravno isto leto začela Jana Splešnar pa Izar Lunaček delati
dogodke o stripu v Kinu Šiška, takrat še imenovane Stripolis. In sem v bistvu šla na 2 ta dogodka, sem pristopila do njih in sem rekla, kaj če bi mi skupaj delali tudi to oddajo. In pa sta 1,5 leta z mano res delala oddajo, po en dobu otroka, drug redno zaposlitev, sem v bistvu nekako stala sama, sem še zdaj malo, v bistvu bolj kot ne sama vodim to oddajo. Ampak sem potem rekla, ja, seveda, dajmo delati nekaj slovenskega stripa, zaradi tega, ker kakorkoli je teh teoretičnih del malo, me je zanimalo, naprimer, konkretno, kakšna je razlika med stripom iz recimo začetka osamosvojitve pa današnjim stripom. Na kratko ugotovila sem, da v bistvu takrat so bili bolj realistični, bolj družbeno kritični stripi, medtem, ko se je potem nekako po letu 2000, ko so v bistvu nehali biti toliko časopisni stripi, ampak so začeli biti bolj te albumski stripi, začeli izdajati bolj tudi tako filozofske, intimne, eksistencialne. No, zdaj se spet malo vse obrača zaradi tega, ker je možnosti za objavo seveda več. Sem se pa vmes že ves čas tudi naprej s filmi ukvarjala na v bistvu vseh ravneh, res tudi nastopila sem v ene par filmih, oddajah. Vse najboljše. Valovanje jaza. Tako pa pri Inšpektorju Vrenku, to sem bila. Sem bila res nek tak fantom. Tam v resnici sploh nisem čisto točno vedela. Malo se mi je sanjalo, zakaj v bistvu gre, ampak se mi je zdelo, da sem jaz tam res en fantom. In tudi pol v filmu je tako izpadlo. Pri Inšpektorju Vrenku to sem bila kelnarca, pri Polsestrah sem bila kelnarca. Neki imam zgled s tem kelnarjem. Da te ne bojo začeli že typecastati, veš, že... Počasi, moram paziti. Ja, sicer sem pa tudi pri filmih posodila glas, recimo sinhronizirala sem tudi veliko stvari že. Med drugim tudi en film, ki je bil na Beneškem bienalu. Sicer nisem zihara, je bil že takrat moja sinhronizacija, tam je pol prišla od Nike Autor, Obzornik 67. Se z njo sem potem še en film delala, zdaj v kratkem mogoče še enega, to lahko povem. Tako da to je to zelo fajn delati. Sem pa potem to takrat ugotavljala, pač slovenski film, z ljudmi govoriti o slovenskem filmu, to je tako, vsi bojo rekli, mene to ne zanima, to je itak dolgočasno. Pol sem pa ugotovila, da v bistvu ljudje sploh nimajo večinoma možnosti dostopanja do slovenskih filmov. In je bil že to en tak problem. Pa sem si rekla, a so res slovenski filmi tako depresivni? Bom jaz raziskovala smrt v igranem slovenskem celovečernem filmu. To je magisterij potem nastal iz tega, To je bil magisterij potem nastal iz tega. In sem imela težke probleme. Zdaj, naprimer, vem, da imajo na eni televiziji ponoči sicer slovenske filme, končno. Nisi mogla priti do njih, ne? Ja, nisem mogla priti do njih. Do teh starejših še nekako, ampak do teh sploh sodobnih, ker sem šla od 91. leta naprej, jih pa praktično res jih je bilo težko dobiti, tako da večinoma sem tam v knjižnici Slovenske kinoteke pač hodila po DVD-je, hvala Bogu, ima moj laptop še DVD režo, drugače sploh ne vem, kako bi to naredila. In sem ugotovila, da v resnici, ja, sploh ni naprimer takega odseva družbenega, kakor je v resnici. Se pravi, naprimer, ni takega števila samomorov, več je umorov kot samomorov. Glede na to, da 7000 srn oziroma divjadi na leto zbijemo na cestah. V filmih tega skoraj ni. V filmih tega skoraj ni, razen mogoče kot neka analogija mučenja ljudi. Tako da sem gotovila, da v bistvu mogoče, da je stvar samo v tem, da hočejo, da se film tudi resno jemlje, čeprav se ga tako kot strip v Sloveniji še vedno ne prav zares, vi se nekaj igrate tam pa delate filme. In da mogoče ravno zaradi zbujanja te resnosti filma, da ljudje včasih dajo noter smrtne. Se včasih je, sam si tudi misliš, a res ste mogli zdaj ubiti enega, ali pa včasih kakor da... Sama sebi namen. Ja, niso vedeli, kako naj bi scenarij končali, pa bomo enega ubili, pa je to to, Jaz bom zdaj za par trenutkov ubila tale pogovor, namreč čas je za oglase, po oglasih pa nadaljujemo, predstavljamo Pijo Nikolič oziroma predstavlja se sama in izvedeli bomo še marsikaj zanimivega o njej. Se gledamo! Dobrodošli nazaj v našo družbo, še vedno je aktualna rubrika
voditelji Ljubljana TV se predstavijo in danes predstavljamo Pijo Nikolić. Pija, ponovno dobrodošla v naši družbi. Lepo pozdravljeni. Nisem te vprašala, kako se počutiš takole, ne zanimaš Inira, ne, si kot gostja, ali vidiš ta studio v neki drugi luči, se drugače počutiš, kot pa kadar si tukaj službeno? Pa po svoje ja, po svoje niti ne, ker se mi zdi, da sva tako malo na kavi zdajle, ne, da se malo pogovarjava, tako udoben kavč, klima je od zunije že zelo vroče, ne. Tako da zelo prijetno v resnici, no, pa še nimam teh glasov iz ozadja, ki bi mi kaj govorili vmes, ko se lahko malo bolj skoncentriram. Skoncentriraš na to, kar boš povedala. Prej smo govorili, ne, tudi o tem, da si oboževalka filmov, stripov, pišeš tudi recenzije, imaš razne predavanja tudi o stripih in vse podobno. Pa me zanima, a je to postala neka taka poklicna deformacija? Ti sploh lahko pogledaš film, pa prebereš strip, pa prebereš knjigo, naprimer, brez da bi se ti vklopil ta recenzentski ne? Ja, včasih ja, mislim, vedno je potem tudi pri recenzijah za razmišljati, ali je to smiselno recenzirati. Se pravi, a bo ta film, če ga za ta medij recenziram, sploh za to javnost tega medija primeren, ne? Tako da včasih pol, naprimer, sploh kaka nedelja, ko se mi ne da nič, pa gledam kakšne totalno neumne filme, takrat lahko totalno izklopam možgane, ne? Ker stvar je tudi v tem, da jaz sem tak človek, da si pol rada zapisuje stvari, ker imam ogromno enih stvari v glavi, tako da potem je razlika med tem, a berem strip oziroma gledam film z blokcem ali brez njega, ne? To je ta glavna razlika. Tukaj se potem vidi, kaj je namen, ne? Ja. Kaj je namen gledanja filma. Drugače pa ne, ti delaš tako na televiziji, kot na radiju, kot seveda tudi v tiskanih medijih, za mladino pišeš. Kateri medij ti je v bistvu najbližji, kateri ti je pa največji izziv? Ja, najbližji mi je verjetno radio, zaradi tega, ker sem tam vseeno 11 let izkušenj imam z radia, ne. Pisanje mi je tudi zelo ljubo, no. Samo v bistvu mi je tudi pred kamero biti ljubo, tako da težko bi se odločila, ne. Ampak če bi pa rekla, kjer mi je pa tisti najbolj domač medij, naprimer, bi verjetno rekla radio, no. Zaradi tega, ker imam tudi največ izkušenj v tem, bila sem tako na komercialnem radiju na začetku, preden sem prišla na Radio Študent. Na katerem si bila? Na Radiu Dur. Aha, to si enkrat omenila, da rock radio je bil tak bolj, ne? Ja, tak rock radio, pa še sama sem lahko dajala svojo muziko, ne tega, da študentu ne moreš, ne, ker imaš posebej glasbeno redakcijo za kaj takega. Tako da ja, po moje, da bi izbrala radio, tudi zaradi tega, ne, veš zakaj, ker vse na TV-ju je zelo fino biti, ampak na radio, naprimer, lahko na kak slab dan prideš v trenirki, brez make-up. In si brez slabe vesti, kako izgledaš, ker te noben ne vidi. Čeprav zdaj je postalo popularno tudi to, da se streama marsikaj, ampak pustimo to. Na Radiu Študent si avtorica tudi mnogih oddaj, eno si že omenila. Katere vse oddaje si še ustvarjala oziroma so nastale tudi na tvojo pobudo? Ja, prav redna moja avtorska oddaja je Stripofilija, oddaja o stripih. Sicer sem pa pri ostalih oddajah bolj kot ne občasno sodelovala, ne, ker imamo potem tako narejen, da si v bistvu se na mesečni bazi zmenaš za te daljše oddaje, katere boš delal, ne. Imela sem sicer ene par takih zabavnih oddaj, naprimer v jutranjem programu, take legendarne so postale, naprimer oddaja Majda časti, kjer sem zbirala pijanske prigode ljudi, ki sem jih potem anonimno spuščala v eter, ne, in to je bilo vse od tega, kako sem si zlomil nogo v Zidanici, do ne vem, kako smo nekoga pozabili v Mariboru in se je zbudil na policijski postaji, pa mu ni bilo jasno, zakaj vsi štajersko govorijo z njim. Tako je zelo zanimivo, no. Se letos še obstaja ena taka prevratna nos, se imenuje Nestrokovne recenzije nestrokovnih recenzentov, ne. Pa naprimer redno imam tudi ob četrtkih zjutraj predstavljam super junake, ki to niso, ne. Vse od Lavandermana, ki je naprimer padal v sod sivke, ki je bil mali in njegova supermoč je, da rešuje turistke s Hvara, ne.
do, naprimer, ne vem, seveda domačega Redmana, ki je podgana, ki vse čas pije Union pivo in preživi večino časa v jarkih ljubljanske kanalizacije. In on tudi vse čas misli, da dela nekaj prav, ampak v resnici vse za serije. Potem ima take bolj ljubljanske zgodbe. Ne. Taki zelo zanimivi, do naprimer nekega superjunaškega očesa, ki pač je oko, ki je jezno oko in zelo moralizirajoče oko. In potem, ko so prišli do tega momenta, ko ponavadi prikažejo, kako je nastal superjunak, so ta strip pač ukinili. Kako je to oko nastalo? To oko je proti utež Sauronovemu očesu, ne? Uno je nemoralno, to je pa moralno. Pa ti imaš v bistvu tako delo, ki nima nekega stalnega delovnika od 9 do 5. A se tvoje zasebno življenje pa tvoji hobiji zelo povezujejo s tvojim delom? Ali imaš tukaj jasne ločnice, ali imaš daj problem postaviti tukaj? Ja, zdaj imam pa jaz prosti čas. Sem nekako to, mislim, da so me to na študentu naučili, da lahko si prijatelj z vsemi svojimi sodelavci, ampak ko je pa stvar, da je pa treba nekaj narediti, pa naredimo to stvar, pa gremo lahko tudi na pivo. Pa tudi, če se skregamo zdaj zaradi tega, kar smo delali, to potem, ko smo naredili, nima več veze. Ne. In ker zdaj sem zelo tako, da zelo veliko prijateljev mojih pač, mislim, imam prijatelje tam, kjer delam, ne. Zato mi je tudi super iti, naprimer, ne vem, ko delam s kakim filmskim festivalom, pa v bistvu delam z ekipo, ki mi je fajn, pa spoznavam pa še kakšne nove filmske ustvarjalce, ne. Tako da ja, se prepleta, se zaradi tega je potem včasih bi lahko kdo si mislil, no jo, zdaj pa res dela od 7 do 12, ne. Ampak ja, naprimer, če tam napovedujem kak koncert, naprimer na drugi godbi, kakor sem že, pa bom tudi letos, ja, sej, pridem, napovem, imam tisto v glavi, ampak vmes se pa pač družim z ljudmi, pa plešem, ne, tako kot vsi ostali. Ni zdaj, da sem zdaj v zadju, v backstageu, pa ponavljam tisto na pamet. Ne, sej vem, kaj bom povedala, ne, v redu. Tako da ja, včasih se malo meša, ampak sem se pa tudi naučila, da, naprimer, ko delam doma, ker delo od doma je zame pač večinoma delo od doma, če nisem na terenu, sem se naučila, da si moram pač pogledati na uro, kdaj začnem delati in pogledati na uro, kdaj neham delati, ne. Ker če ne, potem to takoj pride. Greš malo do hladilnika, pa greš malo na balkon pogledati, pa malo do štacune, ne. Pa se razleče na cel dan. Ja, in pa si zelo neproduktiven, tako da fajn je, da si produktiven, ravno zaradi tega, ker drugače nisem imela totalno nobenega fraj vikenda, tako 1-2 let sem vsaj tako en dan delala, ne, če nisem bila lihkje v tujini ali pa na dopustu. Tako da sem si rekla, ne, zdaj moram pa res malo stabilizirati to, tako da zdaj lahko rečem, da že uspešno kakšne pol leta imam 2 dneva prosta med vikendom. Bravo, Pija, dosežek. Ne, se v bistvu ne, ker se je res tako včasih težko postaviti meje. In kaj dela Pija, kadar ne dela? Kaj so tvoji hobiji? Omenila si, da greš rada v hribe, kaj še? Tako, rada hodim v hribe, na splošno rada hodim peš, ne. Zdaj smo imeli zadnja 3 leta smo imeli take super pohode poleti, naprimer smo šli od Ljubljane do Bohinja, pa predtem od Ljubljane do Trsta, pa od Ljubljane do Kolpe. No, letos tudi načrtujemo nekaj podobnega. Spravi, orenk-hoja, ni to malo sprehod. Ja, tako orenk-hoja, prav pohodništvo. Drugač sicer tudi z velikim veseljem delam te stvari v prostem času, berem knjige, stripe, filme, hodim gledališče, ne, na razstave. Zelo z velikim veseljem pa se ukvarjam tudi s športom, sicer sem imela zdaj zadnja leta malo probleme, ker sem imela spahnjeno ramo 2-krat, pa potem še operacijo, pa se potem nekaj časa nisem mogla. No, zdaj sem spet v akciji in sem rekla, no, letos bom pa res začela spet nazaj hoditi na košarko s temi mojimi iz študenta in glej ga zlomka, ne, zaprte dvorane. Tako da zdaj v bistvu, ko je toplo ratalo, bom kaj skočila malo pod kakšen koš, no, s košarko sem od nekdaj z veseljem igrala nasploh kjerekoli igre z žogo v resnici, no. Pa sicer ne, kaj bi danes, naprimer, Sokrat ima rojstni dan, no. Smo zjutraj ugotovili, pa me zanima, kakšna je recimo tvoja življenjska filozofija, katerim vrednotam recimo ti slediš v življenju? Ja, zelo spodbujam to, da bi se ljudje
Mislim, zelo bi bila vesela tudi, no, in poskušam malo delovati v tej smeri, da bi se ljudje zavedali, da nismo sami na tem svetu, ne. Ker marsikdaj se mi zdi, sploh na družbenih omrežjih opažam, da imajo ljudje zelo egoistične težnje, ki se jim mogoče kot take ne zdijo. Ker ene stvari pač morajo biti kompromisi, če želimo, naprimer, kakor jaz, živeti v mestu, ne, oziroma med ljudmi, ne pač sama nekje v jami, ne. In to govorim, ne vem, vse od pač čist socialnih stvari, naprimer tudi to, da se zjutraj zbudiš slabe volje, pa ne nadereš bančne uslužbenke za okencem, ne, to je že ena taka manjša stvar, do naprimer, ne vem, moje verjetje je tudi naprimer zdaj glede cepljenja, ker se nekateri so zelo proti, pa tako. Se mi zdi, no, vemo, da zaradi tega, ker toliko uničujemo zemljo, bo bolezni vedno več, ne. Zdaj, če se ne bomo cepili pri taki množici ljudi, lahko potem, po mojem mnenju, ne živimo več v mestih, ne. Ker narava mi tudi zelo pomeni, tako da zelo rada tudi berem, kaj se z naravo dogaja, marsikaj, ne. In ja, z onesnaženjem pridejo bolezni, na to se bomo mogli navaditi, ne. Tako da tudi, ja, ne maske dol, maske gor, ne. Zaradi tega, ker naprimer Japonci, kar mi je zelo ljubo in mislim tudi sama, tudi če se bomo znebili, no, tega virusa v prihodnje delati, se mi zdi zelo super, pač Japonci naprimer nosijo maske ne zaradi tega, da se ne bi okužili od drugih. Ko so oni bolni, jih nosijo. Ja, ker so oni bolni in pač nočijo okužiti drugih, ne. V bistvu, to japonsko mišljenje mi je nasplošno dosti blizu, oni imajo tudi ta bolj šintoističen odnos do narave, verjamejo, da naprimer vsaka stvar ima svoj duh, ampak ne v tem monoteističnem smislu našega Boga, ampak tako, kakor ja, pač ima nekaj ta rastlina, da raste, ne, gozd ima nekaj, da ga raste in zaradi tega ga bolj spoštujejo. In jaz tudi zelo spoštujem naravo, ker mi je neverjetno, kaj vse se lahko naredi. Ja, se človek tudi marsikaj lahko naredi, ne. Ampak zakaj se ne bi naučili pač tako živeti trajnostno, sobivati, ja. Predvsem vzdržno, ne. Veliko se mi zdi, da je tega tudi pohlepa, ne. Naprimer, tudi sama probavam nekako živeti potem, ko mi kdaj rečejo, ja, tvoje kolo, jaz smo sicer pravim Fonzi, ne, ker je z mano že 16 let, tvoje kolo se pa sliši kot en traktor, ne, in pa se zafrkam, ja, Fonzi, najglasnejše kolo na Balkanu, ne, ampak jaz ga ne mislim dati od sebe, dokler dela. Dokler ga lahko popravljam, dokler dela, ker to bo potem samo še ena smet od mnogih, ne. Kaj meni pomaga, da bom potem imela eno novo kolo ali pa dve kolesi, ne. Tako, raj vztrajam pri tem, tudi menjavanje oblek, ja, naprimer, prek Facebooka je ogromno enih skupin, ki si lahko menjavaš obleke, ki so še povsem v redu, ne, pač tega ne nosim, a bi kdo, ja, super, ne. In ne vem, pa tudi take majhne stvari, ki se mi zdi, da nekaj naredim za naravo, naprimer, da imam za biološke odpadke kanto, ki jo potem pač nesem dol in potem ja, nesem nazaj gor in splaknem oziroma pobrišem. Da ni v vrečki, ne? Da ni v plastični vrečki, ne. In pa mi eni rečejo, ja, pa sej, sam jaz imam pa toliko daleč smetnake, ne. Mislim, noben nima toliko daleč smetnaka, da ne bi mogel kante nazaj gor odnesti, ne. Tako. Pa naprimer nositi svoje vrečke s sabo, ne. To so take minimalne prilagoditve, da se ti ne bo zdaj življenje na glavo obrnilo, ne, če se lotiš tega. Mic po mic, ne, kamen na kamen palača, ne, zrno na zrno pogača, kako se že reče. Tako, mislim, saj načeloma smo ljudje dobri, no, vsaj v to verjamem. Se mi zdi, da je res malo teh res slabih ljudi na svetu, ki pa žal tudi so, ne. In če so ljudje tako dobri bili z mano ves ta čas, ne, kaj meni da pravico, da jaz nisem dobra z njimi, ne. To je nekako ta moja filozofija na široko. In to je super zaključna misel. Pija, hvala, ker si se prišla danes predstaviti, da te še malo bolj tako spoznamo, ne samo preko tega, kako odlične intervjuje opravljaš in kako raznolike goste tudi rihtaš, ne, namreč Pija je zadolžena za to, da imamo tako pester kulturni program oziroma kulturnih gostov veliko tukaj na naši televiziji. Hvala ti in se gledamo, ne? Tako. Mi gremo pa zdaj v oglase, po oglasih pa bo Luka kraljeval z zadnjo porcijo aktualnih informacij. Se gledamo.